Kdaj ste bili nazadnje na košarkarski rekreaciji? Mora biti podobno kot vaš junak Ranta, zadeli nasprotniku koš, ali se vam mogoče kot izkušenemu košarkarju zdaj kakšna taka poteza ne more več zgoditi, čeprav po drugi strani čujem, da se zadnje čase bolj spreminjate v kolesarja? Ja, pravzaprav jaz sem včasih izredno veliko igral košarko pa veliko fuzbal, ampak potem mi je pa moj zavarovalni agent to prepovedal, ker je rekel, da je preveč poškodb in da mi bo on ukinil zavarovalno polico, če bom še igral nogomet pa košarko. Res pa je, da sem zadnje čase veliko na biciklu in bicikl je fajn stvar, vzameš si čas, kadarkoli hočeš, pri nas na Koroškem imamo pa brege, v sekundi si lahko takoj že na biciklu in si že v bregu. Se pravi, se zadnje košarke ne spomnim. Zadnja košarka je bila pred davnimi časi, to je bilo še takrat, ko so dinozauri letali tule okrog. Zdaj pa res plavanje in košarka, to je zdaj prvi šport, ki ga jaz imam. Zakaj Ranta prvenstveno, tudi košarkar v vseh treh uspešnicah, v najbolj priljubljeni košarkar naj bo, v njenem nadaljevanju kolesar naj bo in v Ranti vrača udarec, tako navdušuje mlade bralce, pa to navdušenje glede na izbor v akciji Moja najljubša knjiga še po desetletju očitno kar narašča. Ja, to je že skoraj 20 let. Ja, od začetka akcije. Ja, ampak ne vem, jaz recepta pravzaprav nisem pisal knjige, kot nekateri pišejo, da pač rečejo, danes bom pa pisal recimo o, ne vem, o incestu, danes bom pisal, pa zdaj bo pa treba knjigo napisati o, ne vem, o pedofiliji, zdaj bo treba knjigo napisati o, ne vem, ekonomski nerazvitosti ali pa v ciganih ali pa kakorkoli. Jaz sem vedno knjige napisal takrat, ko so mi ideje pač prišle. Se pravi, da so napisane iz srca, iz veselja do pisanja, iz veselja do stavkov, do zabavnih stavkov, ne pa zaradi tega, zato ker je nekdo naročil to ali pa rekel, zdaj bo pa to treba pisati in to bi bilo zanimivo. Mogoče to je to, ker prihaja stvar iz srca. Doktor Igor Saksida je v spremnem besedilu in košarkarju in kolesarju naslovljenem Književnost je vid zapisal, da se vi uživljate v razposajenega otroka, ki ni samo zvedal, pač pa tudi kričal. Preglasen za živčna ušesa odraslih, da ga je povsod dovolj celo preveč. Imenuje vas tudi za nekakšnega varuha otroštva. Se tudi sami tako prepoznavate? No, to je res, kar je rekel Igor Saksida. Jaz sem tudi sam sem v družbi zelo, zelo glasen. Smejim se zelo glasno, govorim glasno in kot sem že prej rekel, te stvari prihajajo iz mene samega. Otrok, tista zgodba, ko pač pravijo, da imaš otroka v sebi ali pa da moraš živeti otroka v sebi ali pa da živiš otroka, da se nikoli nočeš odrasti. Jaz pač živim tako kot že od malega naprej. Pravzaprav se moje mišljenje glede življenja, percepcije življenja, osnovnih vrednotah ni niti skoraj veliko ne spremenilo. No. In postaja enake, se pravi, ljubezen, veselje, smeh, vedno najditi neko pozitivno stvar v življenju in mogoče pa tudi zaradi tega so te knjige tako brane. Otroci po vašem danes obkroženi z mediji ne berejo manj, ampak berejo in si želijo brati drugačne knjige, ste nekoč rekli. Kakšni so ti sodobni bralci ali pa obratno, kakšen naj bo sodoben pisec, da ga bodo brali? Čakaj, imam nekaj zase. To sem danes prav, ne vem, a je bilo namerno ali ne namerno, ampak slučajno sem naletel na to. Današnja mladina je nemogoča, lena, pasivna in neodgovorna. Popolnoma neambiciozna in nesamostojna. Pričakuje, da ji bo vse preneseno na zlatem krožniku. In veš, kje to piše? To piše iz stene egiptovske piramide. To je prepisano iz stene egiptovske piramide, kar pomeni, da v vseh obdobjih življenja ali kakorkoli so vedno rekli, današnja mladina je konec, s tem je konec, če ne bomo brali, nas bo pobralo. Časi se spreminjajo. Ampak otroci in mladina pa ostajajo enake, kot so bili pred tisoče in tisoče leti. Knjige pač temu sledijo, kot sem rekel. Knjige se pač danes tudi morajo prilagoditi današnjemu času. Res bi težko pisal jaz recimo o irhastih hlačah ali pa o pasih, ki jih so imeli otroci prevezani s štrikom, ali pa recimo, da so bosi hodili v šolo, ali pa da so gazili, ne vem, 3 ure po 2-metrskem snegu v šolo.
vse te stvari so danes pač malo drugačne, ampak v osnovi, v srcu, v življenju kot take, v odnosih pa se popolnoma nič ni spremenilo.